Zadnje minute pa danes namenjamo pestri uporabi in učinkih industrijske konoplje. Aki, kako in zakaj je nastalo podjetje BeHampy? Kakšna zgodba se torej skriva za tem? BeHampy je ena taka zgodba o uspehu, dajmo reči, oziroma o vračanju k naravi, jaz bom tako rekel. Zato, ker konoplja se itak gojila tukaj pri nas po celi Evropi že tisočletja in mi smo sam ugotovili, koliko je dobra za človeka, koliko je ne samo ena stvar, ampak koliko je veliko stvari, veliko surovin v konoplji dobrih za človeka in smo rekli, zakaj ne bi mi pomagali ljudem do boljše kvalitete življenja, do boljšega zdravja. In tako smo v bistvu začeli delati te prehranske dodatke, uporabljati samo in izključno konopljo, ki zraste tukaj v Sloveniji in imamo zelo, zelo dobre rezultate. Torej ja, izdelki so lokalni? Ja, izdelki so popolnoma lokalni. V Slovenskih Konjicah imamo njivo v Kranju, imamo njivo na Vranskem, imamo njivo, tako da obiramo svoj pridelek ročno in ga potem tudi obdelujemo samo z našimi stvarmi, tako da so izdelki vsi popolnoma ne samo lokalni, ampak tudi organski, veganski, brezglutenski, brez dodanih sladkorjev, brez kemikalij, brez EJ-ov, brez ne vem česa še, ampak samo to, kar je v bistvu mati narava hotela od nas. Kako pa mi, ki še nikoli nismo to preizkusili, kako vemo, da smo izbrali pravi izdelek? Kako torej izbirati? Ja, naši izdelki, naši prehranski dodatki so takšni in drugačni, namreč hoteli smo pokriti vse ali pa čim več nekih stanj, nekih, bolezenskih stanj, ampak preprosto stvari, ki nas pestijo. Zdaj lahko je to glavobol, nespečnost, lahko je pa seveda tudi kaj drugega, recimo luskavica, Crohnova bolezen, tudi raka. In zelo zanimivo, konoplja v bistvu vpliva na vse to, vpliva na nas direktno, na naše celice, tako da najboljše je poklicati v naš svetovalni studio, ki je brezplačen, naša brezplačna številka in tam naši strokovni sodelavci znajo svetovati. Ampak kot rečeno, imamo 8 izdelkov, celo delamo na 9. in 10., ki bo zadostil kakršnokoli težavo oziroma jo preprečil in pomagal k boljši kvaliteti življenja. Zdaj, ljudje smo pa še zmeraj do kakšnih drugačnih novih stvari precej negativni in imamo predsodek, da je konoplja še zmeraj droga. Kaj ti praviš na tole? Ja, res je. Konoplja se drži ena negativna konotacija, mediji so uspeli v zadnjih recimo 80 letih to doseči. Namreč konopljo poznamo že, bom kar rekel, skoraj 10 tisoč let. Od nekdaj se je gojila, ampak problem je pa samo zadnjih 80 let. Se pravi, nekaj se je moralo zgoditi in dejansko je povezana ta negativna konotacija zato, ker ljudje jo zlorabijo. Je raba in je zloraba, ampak po drugi strani pa tudi tole je cannabis sativa, to je industrijska konoplja in ona nima tega THC-ja, ki jo omamlja. Tega nima, ampak ima zelo veliko CBD-ja, medtem ko ljudje, ki jo pač zvijajo in kadijo in zlorabljajo tako in drugače, pa kadijo oziroma uporabljajo indijsko konopljo, cannabis indica. In to je čisto druga vrsta, ki je seveda prepovedana v Sloveniji oziroma kriminalizirana. Ampak mi uporabljamo samo to. In zato se mi zdi, da je en tak tabu tema konoplja, zato ker mogoče ljudje ne vejo, kaj je dosti o tem. In zato se tudi mi trudimo izobraževati, svetovati in tako naprej. In zato so naši prehranski izdelki narejeni izključno iz industrijske konoplje, ki ima zelo veliko CBD-ja in je zelo revna v THC-ju. Ne vem, niti moj kužek po moje ne bi čutil posledic tega THC-ja, toliko malo ga je noter, tudi zakonodaja je stroga. In mi se lepo držimo pač zakonodaje. In torej verjetno to vse razložite tudi, ko pokličejo v vaš svetovalni center? Tako je, z veseljem to razložimo, ker dejansko je ta tabu oziroma to stigmo treba premagati. Tole je res odlična rastlinca, listki, vršički, seme, steblo. Eni pravijo, da 3000 izdelkov lahko dobimo samo iz tele rastlince, tako enostavne, kakor je. In seveda, zakaj bi bila prepovedana, zakaj je ne bi smelo uporabljati? Saj tudi, če si sam iz teh listkov skuhamo čaj, nam bo že boljša, bomo, lažje zaspali ali pa bomo imeli boljšo prebavo. Torej, ja. Kako dolgo je pa treba to uporabljati, da dejansko učinkuje na nas? Odvisno, kaj imamo. Recimo, jaz sem si naredil en nov tattoo in sem uporabil naše mazilo. Že takoj na surovo rano, že takoj potem, ko je bil tattoo narejen, sem se namazal in takoj je splahnela ta oteklina, takoj se je krvavitje ustavilo in
sem jo uporabljal samo še, ne vem, 5 dni, recimo, dokler se ni rana pozdravila, kar je zelo hitro. Če pa imamo kaj drugega, recimo črevesne težave, prebavne težave, kaj s črevesjem, ali pa, ne vem, mogoče recimo ravno nespečnost, tega je kar veliko, ali pa da smo veliko pod stresom, kar je tudi zelo prisotno. Pol pa imamo tak izdelek, recimo 5% naše CBD kapljice, ki pa jih jemljemo vsaj en mesec. In tudi vidimo, če nam že po 3 dnevih pomaga, super. Včasih pa je potrebno tudi kakšen mesec, 2, 3 podaljšati, ker naše telo je drugačno, naš stres je drugačen, se pravi genetika, stres, hrana in tudi stanje, v katerem je tisto naše bolezensko stanje, oziroma lahko se počutimo malo slabo, lahko se počutimo pa fejst slabo. Omenil si že glavno učinkovino, sestavino CBD. Kako dejansko vpliva ta sestavina na naše telo? CBD je ena molekula, v bistvu en od kanabinoidov, ki jih tale rastlinica vsebuje okrog 135. Itak niso še vseh raziskali, ampak CBD je samo ena od. In največje je in tudi zelo, zelo močno vpliva na nas. Ona se veže na naš endokanabinoidni sistem, ki ga imamo v telesu in vstopi v celico in nekako celico od znotraj regenerira. Zato lahko tako, ko bi rekel, veselo trdimo, da pomaga pri toliko različnih boleznih ali pa pač stanjih. Ker ona vpliva direkt na celico in potem, ko se celica regenerira, pozdravi, seveda pozdravi kjerkoli del telesa je. Tako da v tem je skrivnost, ampak kanabinoid oziroma kanabidiol, CBD, je samo eden od. In jaz bi rekel, najbolj učinkuje pač cela vojska, cela paleta vseh teh kanabinoidov, ker vsak je za nekaj dober. In skupaj so najmočnejši. Verjamem, da ima BeHempi še veliko pozitivnih ciljev za prihodnost. Kakšni so te cilji? Ja, seveda. Mi si zelo želimo narediti še izdelek za res vsakogar, namreč naša želja je samo boljša kvaliteta življenja. Mi hočemo, da so ljudje zdravi, oziroma da si pomagajo na čim bolj naraven način. Seveda je veliko bom rekel, kemične ali pa farmacevtske pomoči, ampak mi ne verjamemo v to. Mi verjamemo, da lahko gremo po polju, po travniku in naberemo naravne stvari, jih predelamo tako ali drugače, zato da imamo takšen ali drugačen pripravek oziroma prehransko dopolnilo. In v bistvu mi si sami želimo, da bi bil svet lepši. Pa še ena pomembna stvar, ki sem se zdaj spomnila. Časi so težki, si lahko vsi to privoščimo? Cenovno? Ja, definitivno. Za zdravje itak težko postaviti ceno. Jaz bom rekel, zdravje ni vse, ampak brez zdravja je pa vse nič. Se pravi, če si privoščimo ene kapljice ali pa preprosto svojo sadiko ali pa čajček, s tem to si lahko vsi privoščimo. Pa ne samo, da si lahko, v bistvu bi kar morala probati si pomagati na čim bolj naraven način. Upam, dragi gledalci, da ste tudi danes dobili veliko koristnih informacij. Prav veliko pa jih najdete tudi v zbirki nasvetov Preventiva. Vsak mesec lahko preberete v njej veliko nasvetov za zdravje, dobro počutje in duhovnost. Lepo se imejte in nasvidenje v naši oddaji spet prihodnji mesec.